Najprej, da povemo jasno in nedvoumno. Krizo, ki pretresa Evropo in Slovenijo, niso povzročile delavske plače. Krizo niso povzročile pokojnine. Krizo niso povzročile tudi socialne pravice. Krizo je povzročil pohlepen kapital, ki je v tekmi za dobičke, za konkurenčnost pozabil na ljudi. Ljudi, delavke, delavce ima zgolj za stroje, za ustvarjanje dobičkov. Zaradi tega ni prav, zaradi tega nasprotujemo, da se kriza rešuje na plečih tistih, ki za krizo niso krivi. Pot, ki so jo določili v evropskih inštitucijah in ki jih sledi tudi ta vlada, ni prava pot. To je pot v krizo, ki se bo poglabljala, to je pot v revščino, to je pot, ko bodo bogati postali še bogatejši. Zaradi tega nasprotujemo tem nesrečnim paktom, paktom za stabilnost, pakt za evro, paktu za fiskalno stabilizacijo. Nasprotujemo zlatemu fiskalnemu pravilu. Tega ne potrebujemo. Potrebujemo pa pakt, ki bo ustvarjal nova delovna mesta. Pakt, ki bo bolj pravično porazdelil bogastvo, ki nastaja v tej naši državi. Pot, ki jo ponuja in zahteva Evropa, evropske inštitucije in ki jih ponuja tudi naša vlada, ni prava pot. Zaradi tega nasprotujemo. Nasprotujemo nameri, da vlada zakon močno, grobo poseže v življenje mnogih upokojencev, ko se namerava znižati ali pa celo odpraviti letni dodatek. Za upokojence je to pomemben dodatek pri življenju. Mnogi porabijo vso pokojnino za zdravila, za položnice in komaj čakajo, da dobijo še nekaj, do česar imajo vso pravico. Nasprotujemo tudi temu, da se želi varčevati pri brezposelnih z zniževanjem nadomestil v primeru brezposelnosti. Se brezposelni človek ima tudi družino, ima otroke, pogosto sta celo dva brezposla na zavodu ali pa na socialnih pomočeh. Na njih varčevati ni pošteno, ni humano. Zaradi tega temu v svobodnih sindikatih najodločneje nasprotujemo. Napačne rešitve se ponujajo s tem, ko bi zniževali otroške dodatke, ko bi zniževali pomoč, nadomestilo materam, ki imajo otroke po porodniški. Ni to prava pot. Kot tudi ni prava pot, da se želi zlasti staršem, ki imajo otroke bolane, 1, 2, 3 dni odvzeti pravico do nadomestila. Torej, vse to, kar se ponuja, ni prava pot. To ni pot, ki bi nas pripeljala iz te krize. Potrebna je druga alternativa. In kakšna je ta alternativa? Alternativa, ki bo dala pogoje za to, da bo naše gospodarstvo zadihalo, da bodo banke bile ne brezno, ker se milijarde in milijarde zapravlja za to, da živijo in preživijo v bančni sistem tisti, ki so dali kredite tajkunom. Potrebno je ustvariti pogoje, da bo gospodarstvo zadihalo, da bo potreba po novih delovnih mestih, da bo industrija imela tisto za delati, kar se dobro prodaja. Pogoje za to, da bodo nova delovna mesta za mlade. Ogromno mladih, ki so brez dela, ogromno znajo, dosti znajo, radi bi delali, pa ni pogojev, da bi začeli z delom. Zahtevamo alternativo, ker bo država spodbujala z davčnim sistemom to politiko odpiranj novih delovnih mest, ki bo preprečevala, da cele tovarne
se selijo v tujino, ker so dobički premajhni za nekatere gospode. To so naše zahteve in na tem tudi vztrajamo. Celo več, obsojena vredno je v zadnjem času, da ti gospodje, ki hlastajo po dobičkih, jih moti, ker imamo tudi 2. maj kot prosti dan, ker se ne dela, ali pa 2. januar. Ta slava po dobičkih je neizmerna. Hočejo še dodatno izžeti delavce, pa vsi vemo, če se bo delati 2. maja, ne bo niti €1 večje plače, bodo pa večji dobički pri teh gospodih. Tistih gospodih, ki si lahko kadarkoli privoščijo praznik v letu. Zato tudi temu nasprotujemo. To je obsojena vredno, ko se želi z več intenzivnega dela pritisniti na delavce, da bi delali še več. Pa čeprav vsi vemo, da je po intenzivnosti slovenski delavec preobremenjen. Vse evropske študije govorijo, da smo prišli do meje. Ni prava pot s še več pridnosti garanjem prid tako iz te krize. Prava pot je z znanjem, z novo tehnologijo, z boljšo organizacijo dela, z boljšim menedžmentom, z boljšim delom nadzornih svetov. To je točka, kjer se bi mogli združiti skupaj sindikati, delodajalci in vlada. Ne pa pritiskati in žugati proti temu delavcu. Zato pozivamo vlado, naj prisluhne zahtevam sindikatom, da nekatere ukrepe umakne, nekatere ukrepe pa prilagodi našim zahtevam, da pridemo do neke meje, da rečemo dobro, potrebno je varčevati, ampak razumno varčevati, ne pa vse na breme tega delavstva. Zahtevamo tudi to, da država obremeni bogate, obremeni kapital. Niso vsi reveži v tej naši državi, ampak reveži največ prispevajo v proračun. Na revežih se zdaj lomi kriza, lomi neka politika. Zato naj vlada vendarle prisluhne tudi delavcem. Saj vlado niso izvolili samo lastniki kapitala. Na dan volitev smo bili volivci in demokracija se ne začne in konča z volitvami tisto nedeljo. In zato politiki nimajo pravice početi vse, kar od njih zahteva kapital. Morajo prisluhniti tudi delavcem, upokojencem in mladim. Dragi delavci in delavke, spoštovani upokojenci, želim vam, čestitam vam, 1. maj, ampak tudi 2. maj. Tudi 2. maj. Ne damo se, srečno.